V palači Armerija so pretekli teden na ogled postavili izbrana dela študentov študijskega programa vizualne umetnosti in oblikovanje. Gre za novo akreditirano smer Koprske pedagoške fakultete, ki na tak način predstavlja dela že druge generacije študentov. Prvi študijski program umetniški po letu 1946, da je enakovreden Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Se pravi, da je državna javna šola, umetniški program. In tako da to je velika pridobitev za univerzo. Razstava pokaže, kaj zmoremo. Gre za enovit interdisciplinarni študijski program, ki združuje različna področja vizualne umetnosti, od klasičnih slikarstva, kiparstva, fotografije do videa in novih medijev. Študenti ob koncu študija pridobijo naziv univerzitetni diplomirani vizualni umetnik in oblikovalec. Na tej razstavi se jasno vidi, kako se lahko interdisciplinarno, ne samo izražamo, ampak tudi na nek način izobražujemo v neki bodisi kreativni industriji ali neki osebni kreativi ali kakorkoli kot nek kulturni delavec. Razstavljena dela so sicer plod študentov in njihovih mentorjev. V njih razgrajujejo raziskave, eksperimentiranja, študije in različne načine tvorjenja umetnin. Dela pričajo o umetniškem udejstvovanju skozi predstavljivost in odkrivanje želja, sporočil in misli posameznih mladih ustvarjalcev. Razstava jasno kaže na nek nivo relativno visoke kvalitete, kjer se bodisi uporablja tako intermedijsko umetnost, nove medije, neke nove tehnologije, digitalna umetnost in tako dalje, in tudi seveda neke klasične veščine, kot so slikarstvo, kiparstvo. Se pravi, neke osnove, ki pripomorejo k temu, da lahko obvladaš boljšo govorico v neki intermedijski umetnosti, sodobni tehnologiji in tako dalje. Tako da jaz mislim, da je to na nek način poklic prihodnosti, seveda je na nek način ni tabliran, ni definiran točno, kateri ta poklic je, ampak pušča svobodo. Začela sem z slikarstvom, potem sem prešla bolj na to kiparstvo in seveda 3D tisk, ampak da bi lahko karkoli 3D tiskala, sem rabila v bistvu se naučiti 3D modeliranja v digitalni obliki in v bistvu iz tega sem nadaljevala spet na te digitalne podobe, ki so v bistvu že renderi, to je vse digitalno narejeno. Trenutno še eksperimentiram, se pa osredotočam najbolj na 3D oblike, 3D svet, seveda v digitalni obliki. Iskreno mislim, da imam tukaj malo več svobode, ker v bistvu lahko potem tudi eksperimentiram dosti več z barvami, so v bistvu to kot neke Lego kocke, s katerimi lahko več stvari naredim, jih preobračam v različne oblike, spreminjam barvo, spreminjam forme in je tako v bistvu dokaj proceduralno, generativno. Na razstavi si lahko ogledate različne umetnine. Med njimi so slike, risbe, kolaži, kipi, videi, prostorske instalacije, digitalne in grafične umetnine. Razstavljena dela po besedah kustosa kažejo na doslednost in izvirnost obravnave sodobnih tematik uprizarjanja, sporočilne vrednosti in vpetosti v angažirano družbo. Kakšen pa je odnos ustvarjalcev do umetne inteligence, ki vse bolj aktivno vstopa tudi v procese ustvarjanja na različnih umetniških področjih? Izvirno podobo še vedno dela človek. Zdaj, seveda, umetna inteligenca naj bi to počela sama. Mi, ko smo študirali, nove medije in s tem tudi intermedijsko umetnost in s tem recimo neko virtualno resničnost ali bodisi obogateno resničnost, je bil vedno pogled na to, da računalnik je le stroj. Se pravi, zdaj tle je nek mejnik, se pravi, premik je bil naprej, vsekakor. Računalnik je še vedno stroj, ampak tisti, ki gleda ta računalnik, nima pa več takega občutka, da se pogovarja s strojem. Se pravi, je na nek način neke vrste zavajanje. Vsekakor v osnovi, če gremo gledati že fiziološko, kako smo naravnani, pa kaj sploh recimo likovna govorica pomeni, oziroma neka propaganda, kar zajema tudi likovno teorijo. Se pravi, mi na kaj trznemo, kaj da tisti držljaj. To stroj na nek način ne zazna. Tako da jaz mislim, da seveda se bojo spremenili tokovi, način izražanja, to vsekakor, ampak na kognitivni ravni ne bomo izumrli zaradi tega. Razstava bo na ogled še vse do 16. junija.
Suženi snovi, kosti koža in ja so naslovi skladb skupine Repetitor, ki smo jih imeli v soboto 3. junija priložnost poslušati v baru Hangar v Izoli. Beograjska skupina sicer že dolgo let redno nastopa v slovenski Istri, kjer pravijo da se počutijo domače. Nama je super, publika je ovde, kako bi rekao, vrlo opuštena, vrlo... Mislim da su dobro naslušani, nije ovo kao, nije znaš ono provincija da je ne kao niko, zato što je blizu je sve i ljudi idu na koncerte i čuli su sve bendove koje vole, što uopšte nije slučaj svuda po Balkanu gde sviramo. Tako da je ovde prava ekipa i ta bina na Hangar baru nam je kao kuća na neki način. Ana Marija, Milena in Boris igrajo garažni rock in post-punk. Čeprav so odraščali ob rock in alternativni glasbi, pravijo da pri ustvarjanju glasbe niso imeli nobenih uzornikov. Uzora, nismo imali uzore, jedino što su nam pokrenuli volju za bendom Ramonsi svojim pristupom jednostavnim, gde sam kao shvatio, pošto u mom kraju gde sam odrastao u Beogradu, ekipa je slušala uglavnom neku komplikovaniju muziku koja nije baš da možeš sad da kreneš od nule da je sviraš, a Ramonsi su bili upravo to, nešto što može, sad znao ili ne znao da sviraš gitaru, za 15 minuta možemo jednu pesmu da te naučimo, znaš, nije problem. Tako da su me oni ohrabrili da osnujem bend, iako nisam znao da sviram. Čeprav je bil Hangar poln ljudi, ki so uživali v glasbi in živahnem nastopu, nas je vsekakor zanimalo, kaj glasbenik meni o stanju alternativne glasbe na našem prostoru. Ovde se sada dešava konačno da čujem da ima mladih bendova i da se sad po Ljubljani neka scena pojavila koju predvodi recimo Balans, tako ti novi bendovi, ali što se tiče Beograda, konkretno tu je na neku foru neuništiva ta, mislim, pojavljaju se novi bendovi koji za par meseci imaju pune klubove, to je ovako stvarno dokaz da je vitalna scena i da se regeneriše, to su neki novi klinci. Repetitor je svoj prvi album Sve što vidim je prvi put objavil leta 2008. Od takrat so njihovi albumi izhajali vsaka 4 leta in sicer v leto olimpijskih iger. Zato smo Borisa vprašali, ali lahko naslednje leto pričakujemo nov album. Skupljamo neke kosture pesama, pa onda v poslednjem času bam. Trio ima približno 70 nastopov na leto in glede na to, da redno prihajajo v slovensko Istro, jih lahko kmalu spet pričakujemo, morda celo z novim albumom. Vsako leto julija iz Auditorija Portorož odmevajo slovenske pesmi vsestranskih izvajalcev, saj se zvrsti festival Melodije morja in sonca. Šlo naj bi za edini festival slovenske popularne glasbe, ki izvajalcem ponuja izkušnjo petja v živo s spremljevalnim bendom. To je nenazadnje eden največjih festivalov nacionalnih v Sloveniji. Na Obalo oziroma predvsem v Portorož in Piran pripelje veliko gostov, tako da je to nenazadnje tudi kulturno-turistični produkt. 42. se že izvaja, se pravi več kot 42 let, ki parkrat vmes ga ni bilo poteka. Tradicija, naši obiskovalci so že tako rekoč redni in nas obiskujejo vsako leto. Na tiskovni konferenci v restavraciji Al-Mulin so razkrili zaporedne številke nastopajočih glasbenikov, katero število so letos povečali iz 12 na 14, saj si želijo občinstvu ponuditi čim širši nabor pesmi. Tudi spremljevalni program bo tokrat glasbeno obarvan. Nastopili bosta Lea Sirk in Eva Boto ter Slavko Ivančič in Tulio Furlanič. Festival je dogodek, ki pa predstavlja tudi velik proračunski zalogaj za občino Piran, hkrati pa odpira turistično sezono, je povedal Kristjan Poleti iz piranske občine. Zdaj morda niti na polovici še nismo toliko pripravili do tega. Spravi, priprave potekajo že tako rekoč decembra, začnemo s prvimi briefingi, bi rekel, potem se pripravlja razpis, to je treba vse prevesti, ker smo na dvojezičnem področju, tako da ogromno priprave. Potem je razpis zunaj, cel mesec je razpis, potem se komade zbira, spravi skladbe, ki jih žirija dobi in ocenjuje v 2 krogih. Tako da to poteka že, kot sem rekel, pol leta skoraj že okoli Melodije morja in sonca.
Še ena letošnja novost sta dva voditeljska para. Uradni del bosta odvodili Lorela Flego in Bernarda Žarn, v malo bolj hudomušni vlogi pa se jima bosta pridružila še Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič. Kakšna bo torej dinamika voditeljev na odru? Pestra. To je prva beseda, na katero pomislim. V resnici jaz mislim, da je ta energija na odru še kako pomembna. Težko je odvoditi festival take razsežnosti, če si sam na odru, zato ker ni potem komunikacije do nobenega drugega sovoditelja. V tem primeru pa se mi zdi, da bo super tudi v smislu ravnovesja ženske pa moški. Jaz se tega zelo veselim. Moja lanska izkušnja z Tomažem in z Iztokom je bila izredno pozitivna, prav tako izkušnja, ki sem jo imela pred leti z Bernardo, zato mislim, da bo super. Se pa vsem strinjam z Lorelo. Nazadnje, ko so jo skupaj vodili, je bila prava tramontana, tako da super, da boste zdaj še Iztok pa Tomaž poskrbela za to, da ne bo samo ženskih besed na odru. Najboljšim bosta podeljeni velika nagrada in nagrada strokovne žirije. Obiskovalci festivala bodo lahko od prve pesmi dalje glasovali preko QR kode. Potekala bosta dva kroga ocenjevanja. Izvajalce bo na odru spremljal 9-članski bend, katerega vodja je Tomi Purič. Letošnja 42. edicija festivala bo na sporedu 8. julija. V današnjem kulturnem prispevku bomo razmišljali o množičnih prireditvah na obali. Kakšne so bile te prireditve nekoč in kaj se je z njimi dogajalo skozi čas? V 70. letih prejšnjega stoletja se je na obali oziroma predvsem v Portorožu začel razvijati masovni turizem. Ta je narekoval, da je potrebno poskrbeti za zabavo za turiste in Portoroška noč je nastala prav zaradi tega. Portoroška noč, kot jo poznamo danes, seveda ni enaka prireditev, kot je bila na samem začetku. Mogoče tukaj dobro narediti en skok v preteklost, v 70. leta, ko je Portorož začel svojo dobo masovnega turizma, se pravi izgradnja nove hotelske infrastrukture, je pritegnila veliko število tujih gostov in za te tuje goste je bilo potrebno poskrbeti za animacijo. Se pravi, da gostje poleg same plaže in sonca in hotelske sobe imajo še kaj drugega za početi. No in to je bila ideja, ki je bila za konceptom Portoroške noči, se pravi, dajmo dogajanje, ki ga ponujamo turistom, strniti v nek koncept, se pravi, v neko krajše časovno obdobje, da bi na ta način zadovoljili to maso ljudi, ki je seveda kulminirala v Portorožu v neko drugi polovici julija in v začetku avgusta. Se pravi, takrat imamo največje število tujih turistov, pa tudi domačih turistov v Portorožu in seveda za te goste bo treba organizirati tudi zabavo. Na kratko povedano. No, Portoroška noč kot taka je že od vsega začetka vključevala tudi takrat edinstven ognjemet in je bila to ena udarna točka, privlačna točka tega dogajanja, če rečemo, ker ko govorimo o Portoroški noči, je to mišljeno neko daljše obdobje 7, včasih tudi 10 dni, ne samo ena noč. No, ampak na to eno noč je bil pa organiziran tudi ognjemet, ki je, če si predstavljate, v začetku 70. let ali pa tja do 80. ni bil ravno tako pogost pojav, kot ga imamo danes, ko praktično ognjemet za vsak rojstni dan prižgemo in recimo za novo leto ga ima vsaka hiša pravzaprav. Takrat je bila to ena redkih prireditev in so ljudje prihajali v Portorož tudi zato, da bi pač preprosto gledali ognjemet. Kar je seveda pomenilo na tisti dan še določen pritisk glede števila obiskovalcev in glede problemov s parkiranjem. Množica ljudi, ki se je pretakala skozi Portorož, je bila dobesedno človeška reka in če si se tam zgubil, si mogel naprej zmeniti. Če se slučajno zgubimo, se srečamo ob 10 na tistem vogalu, ker ni bilo mobilnih telefonov, da bi se slišal in videl se pa tudi nisi, ker je bila res velika množica ljudi. No, pod pojmom Portoroška noč razumemo spletenih številnih prireditev, glasbenih, športnih tekmovanj, raznih razstav, avtomotošporti. Skratka, v tistem tednu, dajmo reči več ali manj, se je zorganiziralo in nekako sistematično predstavilo dogajanje v kraju. Tudi izhajali so z gibanke, kjer je točno bilo po datumih napisano, kdaj se kaj dogaja, kje se kaj dogaja in vsa zadeva, kot sem rekel, je kulminirala z ognjemetom. Naslednji dan je bil Portorož podoben bojnemu polju. V
V istem obdobju so se poleg Portoroške razvile tudi podobne prireditve v drugih obalnih mestih, ki pa so se razlikovale v ciljni publiki. Obdobje takratne Portoroške noči je bilo seveda spremljano, takrat ne mislim v 70. in 80. letih, je bila paralelno, so se paralelno razvile tudi prireditve v drugih, če pri nas obalnih mestih, ne tudi v Izoli in v Kopru smo imeli ribiški praznik, rumeno noč, koprsko noč in podobne prireditve, ki pa so imele drugačno ciljno publiko. Njihov namen ni bil toliko zabavati turiste, ki so sredi sezone na turistične destinacije, ampak so bile to bolj prireditve namenjene domačinom, domačim obiskovalcem, kar seveda ne izključuje, da kakšen turist ni mogel priti tudi na takšno prireditev, ampak v osnovi namen je bil bolj prireditev za domačine, za prebivalce kraja, tudi zaradi tega, ker je bilo njihovo število recimo v Kopru mnogo večje kot v Portorožu. V Portorožu neka prireditev je uspela samo, če je bila narejena za turiste, kajti za domačine je pomenilo premalo število obiskovalcev, kar pomeni premalo prometa, nezainteresiranost in zadeva pade v vodo. Medtem ko v večjem kraju, kjer je ta baza domačinov dovolj velika, pač prireditev uspe tudi brez enega turista, ker je dovolj veliko število obiskovalcev domačinov, ki na tak način držijo festival ali pa neko prireditev seveda po konci. Portoroška noč je bila v svojih začetnih obdobjih zelo zanimivo dogajanje in za tisti čas tudi zelo privlačno. Po mnenju turistične stroke pa takšni koncepti množičnih prireditev, kot je bila celotedenska Portoroška noč, v današnjem načinu življenja niso več tako učinkoviti za turizem. Današnja Portoroška noč se razlikuje po tem, da je prvič krajša, se pravi to obdobje, ko rečemo Portoroška noč ali Portoroške noči, kot se zdaj skuša nekako uveljaviti ta termin, traja 3-5 dni na začetku. Po novem je bila samo eno noč, namreč vedeti moramo, da ta koncept Portoroške noči, o katerem sem prej govoril, je nehal obstajati v konec 80. let, ko je zaradi množičnega, res navala, smo imeli tudi določene varnostne probleme, varnostne težave, prišlo je tudi do incidentov in eden od teh incidentov je bil tudi tragičen in zaradi tega je potem padla odločitev, da se tovrstnih prireditev, tako masovnih prireditev v Portorožu ne gremo več. Potem se je zgodila osamosvojitev Slovenije 1991 in počasi nov koncept turizma, novi gostje, nova oblika turistične ponudbe in dolgo časa Portoroške noči kot take nismo imeli, na kar je prišlo seveda do ideje o obuditvi te prireditve, ki je kakorkoli seveda gostincem prinesla neko dobrobit, neko korist, ker so v tistem terminu, kadar je bila ta prireditev, prodali seveda veliko več pijače, hrane in ostalih pač predmetov, ki so jih prodajali. Se pravi, zadeva se je obudila s koncerti in to traja še danes, ampak v bistvu to ni primerljivo s tistim, kar je bilo v preteklosti. Težko rečem, ali je boljše ali slabše, je pač drugačno, zato ker je tudi publika drugačna in je tudi koncept teh prireditev bistveno drugačen, kot je bil takrat. Takrat je bila res, v 70. in 80. letih je bila borba za turiste, takratna država Jugoslavije je tekmovala za pridobiti turiste s Španijo, z Italijo, z Grčijo, masovni turizem in je bilo treba tukaj ponujati res masovno zabavo. Danes so te zadeve malce preživete oziroma so bolj usmerjene v posamezne ciljne skupine. Mladi recimo se še vedno lahko zabavajo v Umagu, na Zrče ali pa grejo kam v Ajanapo recimo ali pa na Ibico ali pa kaj podobnega. In tak recimo koncept je potem nezdružljiv s kakšnimi plesnimi nastopi pa koncerti klasične glasbe in podobno. Skratka, ne moremo vsega skupaj zmešati v, po domače tle bi rekel, eno mineštro. Je pa Portoroška noč včasih ena taka mineštra bila. Za vsakega nekaj, vsakdo bo nekaj svojega našel, danes smo pa bolj navajeni na to, da naredimo zadeve bolj ekskluzivno za določeno ciljno publiko in tisto publiko skušamo ne samo malo, ampak v celoti zadovoljiti. Danes se Portoroška noč v konceptu precej razlikuje od obdobij v 70. in 80. letih, prav na podlagi ciljne publike. Lahko bi bila tudi aprila. Kot taka. Je v bistvu bolj kot samostojna prireditev, ki nima za ciljno publiko obiskovalcev Portoroža, ampak ima za cilj pritegniti obiskovalce pač od
tudi, se pravi, obiskovalci, ki bi prišli namensko na določeno prireditev, na določen koncert. Ne? Se pravi, ni namenjene ali domačinom, ali turistom. Ja, je enim in drugim, ampak prvenstveno se gleda v bistvu tako kot koncert nekega pevca, prodaja kart, uspešnost koncerta in bom rekel čisto finančna matematika strani organizatorja tovrstne prireditve. Ne? Seveda, spet, če poleg nekega glavnega koncerta zraven dodamo neko množico manjših prireditev, manjših dogajanj, lahko na ta način seveda zadovoljimo tudi drugo publiko. Ne? Danes je portoroški problem malce povezan z urbanizmom ali pa s prostorom ali pa z lastnino nad posameznimi teritoriji ali pa nepremičninami, z različnimi upravami velikih turističnih ponudnikov, kjer vsaka zasleduje svojo strategijo, ne? Tako da praktično kraj je po eni strani odvisen od idej in želja drugih in jih lahko po eni strani samo nemo spremlja. Po drugi strani nekaj malega lahko naredimo, vendar spet kraj ni več odločujoči dejavnik v tej konstelaciji. Ker v bistvu po domače povedano, hoteli Bernardin imajo svojo upravo v Ljubljani in oni delajo v Ljubljani. Metropol je v Opatiji ali je pa zaprt celo, ne. Kempinski ima svojo logiko, ne? In potem imamo Otic v Portorožu, ki promovira, dela, skuša vabiti, pa ne ve več, koga bi vabil, ne? Ker ne, včasih je bilo pa to, so se dali skupaj, so se zmenili, so griznili in zato je Portoroška noč. Danes take Portoroške noči ne bi postavili več. Za razliko od Portoroške noči, prvenstveno namenjene turistom, pa sta bili drugi dve množični prireditvi na obali, torej Koprska noč v Kopru in Ribiški praznik v Izoli, bolj usmerjeni k domačinom. Je nastala tudi kot ena seveda sezonska prireditev, ne, če rečem, taka v poletnem času, ko si lahko zunaj, tudi za obiskovalce seveda, ne, ampak je temeljila na ribiški tradiciji Izole. Ne, Piran nima ribiške noči. Jo ne morem, tudi Koper, ne, ribiška noč je izolska. Ne. Zakaj? Zato, ker je tam tradicija ribolova, ribištva, tovarne, ribjih konzerv so bile v Izoli, Droga je imela svoje ribiške ladje in tako naprej v Izoli, ne, in Izola je ribiško mesto in kot tako je se recimo svojo identiteto vrgla v to prireditev. Ne. In zato je ta prireditev tam že leta in leta funkcionira. Ne. Prej smo omenjali Portoroško noč. Portoroška noč je bila umetno ustvarjena za zadovoljevanje turistov in ni se vedelo, kaj točno notri dati. Identiteta Portoroža je bila turizem. Se pravi, vse, kar je nekaj vezano s turizmom, dajmo dati skupaj in nekaj že bo. Ne? Za razliko recimo od ribiškega praznika. Ne? Pravzaprav niti ni bila ribiška noč, ampak je ribiški praznik. Ne? Se pravi, se je praznovalo izolsko tradicijo. Ne? In je dejansko to bil dogodek, ki je bil posvečen pretežno domačinom. Ne? Se pravi, mi kot domačini se pokažemo tudi obiskovalcem, kdo smo mi. Ne? To je ta razlika od recimo nekih bolj zabavnih prireditev. Ribiški praznik se tradicionalno odvija že več kot 50 let in je priljubljen dogodek še danes. Zaradi spremenljivega poletnega vremena se že nekaj let dogaja tretji vikend v avgustu. Ime Ribiški praznik od nekdaj ostaja enako in se ni spreminjalo skozi čas. Ribiški praznik, poleg tega, da je najdlje trajajoča, najbolj pomembna za nekatere, največja, definitivno v Izoli skozi leto, je tudi, bom rekel, malo bolj komercialno obarvana, malo iz vidika ponudbe, kot smo rekli prej, malo z vidika velikosti, seveda imamo večje bende na stagih, imamo več ponudbe, več gostincev, večji obisk posledično, večja operativa in to tudi prinese s sabo, da se moraš tudi lotiti tega eventa malce drugače, torej tudi komercialno, promocija ljudi, varnost in tako dalje. Rdeča nit pa je že v imenu, ne, Ribiški praznik. Poudarek je na ribi, na ribiškem ozadju občine Izola, ker vemo, da je staro ribiško mesto z ribiči oziroma ribiško industrijo, ki žal ni več. In želimo tle nekako vsaj enkrat na leto, če ne drugače, poudariti, da Izola je ribiško mesto, Izola ima to ribiško tradicijo, ni enaka kot nekoč, seveda, ker vse drugo je vplivalo, nazadnje še korona je naredilo svoje.
ne moremo vplivati na razvoj oziroma potek delovanja družbe in kapitalističnega obarvanja sveta. Če tako sem malo kritičen, ampak izolani se ne damo, v sebi nosimo to ribiško tradicijo, ponos in tudi na ta način skušamo preko ribiškega praznika to ohraniti. In kot sem rekel, zdaj vsako leto malce več dodati, nadgraditi, da je to še bolj jasno. Organizator je Center za kulturo, šport in prireditve Izola, seveda v sodelovanju z občino Izola, ki je tudi financer. Sodelujo pa številni ponudniki raznoraznih izdelkov, od hrane, pijače, takih domačih izdelkov, ki naredijo sirari, oljkari, vinari tudi, ne. Seveda pol imamo tudi večje gostince, ki so locirani na obeh lokacijah, ker sta postavljena glavna odra, torej veliki trg, bi rekli pri Mandraču, in lonka, torej parkirišče, ki ga vsi poznajo tik ob morju. Sodeluje tudi delno lokalna skupnost, mišljeno kot društva iz Izole, od harmonikarjev, pa društva iz podeželja, Šparžin, pa Malija, in vsak prinese nekaj svojega, da ponudi, eni prodajajo, da si pomagajo pol za delovanje skozi leto, drugi pa samo iz promocijskega vidika. V bistvu vedno damo poudarek in prednost lokalnim, seveda nismo zaprti in že to dokazujemo leta in leta, imamo redne neke sodelujoče skupine, društva, organizacije, partnerje izven obale, iz vseh panog, in jih ohranjamo, zato ker oni radi se vračajo, mi z njimi dobro sodelujemo in nekako ta složnost ohranja, in imamo vsako leto tudi nova povpraševanja, s tem, da smo nekako primorani tudi presoditi, ne moremo dati nekoga, ki prodaja meso na ribiški praznik, recimo tako banalno postavljeno, tudi iz nekega normalnega vidika ponudbe, ampak se trudimo, da tudi če je kdo nov ali pa dolgoletni partner, da še vedno sodi v kontekst ribiškega praznika, v neko rdečo nit. V preteklosti je bil ribiški praznik daljši, trajal je tudi po cel teden. V osnovi je bil bolj praktično zasnovan. Leta nazaj, prvi ribiški praznik, prvi ribiški dnevi so bili tako dlje trajajoči, malce prilagojeni, bolj praktični, ne, ni bilo kot zdaj, ko ljudje dejansko nekateri samo na koncert pridejo, tam je bilo drugače, tam je bilo druženje, prodaja rib, hrana direktno iz morja, ne, to nekako počasi se je manjšalo in manjšalo, tudi malce zakoni so vplivali, glede higienskega minimuma, HACCP in tako dalje, tako da vse to je pol, pa tudi varnostni vidik, moramo vse upoštevati, vsako leto je malce bolj poostreno, ampak vse zaradi varnosti obiskovalcev, ne, kar je jasno in temu mi ne nasprotujemo, se pač skušamo vsako leto prilagoditi, to terja napor, to terja finance in operativno prilagajanje, ne, tako da upam, da ljudje razumejo, da veliko stvari, veliko faktorjev vpliva na izvedbo večjih prireditev, ne, da to ni samo nekdo se spomne, pa se tako naredi, ne. Zdaj tako, nekoč je bil legendarni vol, se je pekel na lonki, zdaj veliko ljudi nekako nostalgično razmišlja o tem, kdaj bo se vrnil ta vol, nekateri mislijo, kaj ima to veze z ribiškim praznikom, bilo je veliko iger, recimo vlečenje vrvi, kot en primer, samo spet tle je veliko zakonskega ozadja, ki vpliva na to, ali sploh se splača to izpeljati, ker je veliko birokracije, zato nekaterih stvari ne. Veliko let je bil vključen svetilnik, zdaj ga ni, spet birokracija, ki pa vleče dosti operative in finančnega vložka, kar pol se po nekem razmisleku rajši to usmeriš v vsebino za otroke, v koncert, v kakšno drugo obliko, ki mogoče na ta način nadgradi, ne, zadevo, tako da je vedno je tehtanje, ne. Tako da zdaj smo še po minuli koroni nekako presekali in vrnili smo tako imenovano veliko lonko, torej ta velik parking je spet prizorišče, dosti let ni bilo, tako da smo ta manjšo ploščad usmerili v otroške vsebine. In se trudimo vsako leto dati v program take izvajalce, ki pritegnejo, vsaj dva, ne, torej na vsakem odru enega, vsak dan, ker traja pač 2 dni. Pri
Pri ribiškem prazniku sodelujejo manjši sodelujoči gostinci in tudi turistično združenje, ki pomaga s promocijo ter prispeva del programa, ki se dogaja na severnem pomolu in se imenuje Pomol okusov. Center za kulturo, šport in prireditve Izola si prizadeva, da bi ponovno vključil tudi ribiče. Ribiči že dolgo ne, ampak zdaj to skušamo spet upeljati, ravno zaradi tega, ampak moramo paziti na zakonske podlage, ker tle je že hrana, da ne bi kar se zgodilo komu, pa furs, vse to vpliva, kot sem rekel, ne, to ni kar tako, ne. Manjši dogodki se lahko izpeljejo hitro, enostavno, ne. Je problem že, če si ob morju, so drugi papiri, so druge oblike priprave, če je velik event ribiški, ki je ob morju in velik, pol pa je to tako. Ampak mi se ne damo, se trudimo. Organizatorji se vsako leto trudijo nadgraditi ribiški praznik, določene stvari spremeniti ali kaj dodati v ponudbo. Vsako leto skušamo nekaj, zdaj tudi se razmišlja o novi podobi, osveženi podobi, ki bi nekaj let pol trajala, pa o mogoče kakšnih drugih izdelkih, ki bi jih ponujali. Kot sem rekel, lani smo peljali na majhni ploščadi na Lonki ta velik otroški program, ki ga bomo ohranili, ker je bil velik uspeh. Bomo pa videli, mogoče, in vedno vabimo izolska in druga društva, da pridejo s kakšno novo idejo, recimo nekatera športna društva, da se vključijo preko srečelovov, kot so zdaj že tradicionalno so rokometno društvo, odbojkarsko društvo v Izoli, imajo tradicionalen srečelov, lani so že prvi dan razprodali vse srečke, tako tudi na ta način, ko jim ponudimo lokacijo, oni preko srečelova si pomagajo finančno, ne? Tako da tle je ta tudi složnost. Ne? In redne so recimo podeželska društva Šparžin pa Malija, ki pride s svojimi izdelki, da malo popestrijo, ne? Marije Monti in tako. Program je sestavljen iz gastronomskega dela, ponudbe na stojnicah, poskrbljeno je pa tudi za druge aktivnosti, od otroškega programa do predstavitev in predavanj vezanih na ribiško tradicijo. Gastronomski del so številni gostinci, je ta Pomol okusov, ki je na Carinskem pomolu oziroma Severnem pomolu, pol je itak stojnična ponudba, ki je raznolika. Zdaj, kar se tiče otroške ponudbe, poleg te Lonke je še v parku, oba dneva v paviljonu je otroški dodaten program, recimo gledališke predstave ali pa kakšni performansi in tam dodamo kakšne delavnice ustvarjalne. Nekaj let smo se tudi povezali z različnimi organizacijami v okviru evropskih projektov, pa se je tam na območju Manzioljevega trga in Verdijeve izpeljalo predstavitev recimo šivanje mrež, pa predstavitev teh starodavnih bark, nekaj predavanj, tako da tudi to se je izpeljalo. Zdaj to lahko problem je, ker je pri teh zadevah, da pritegneš ljudi, saj potekajo ravno v času, ko so ljudje na plaži in pol ljudje rajši so na plaži, pogledajo na uro, grejo nekaj pojest in pridejo na prireditev se nekako sprostiti. Vsako leto skušamo kaj stestirati, da vidimo. Problem je, da nekatere stvari moraš dlje časa testirati oziroma jih ohraniti, da pol pride res do efekta, to pomeni 3 do 5 let. Zdaj, če ti prvo leto poskusiš, pa rečeš, ne bomo več, pol ne veš, ali je to zakaj. Tako da mogoče tudi s tem vlečenjem vrvi in podobnimi aktivnostmi bi lahko poskusili vseeno, letos ali pa ali pa s kakšnim drugim športom. Tako da debate so. Recimo, tudi razmislek je bil, da bi se povezali letos, ker je tudi 100 let nogometa v Izoli, da bi na ta način se z nogometnim klubom povezali, pa eno malenkost ali pa eno obliko vsebin ukomponirali v letošnje leto. V večernih urah je poleg že omenjene ponudbe, s katero želijo obiskovalcem ponuditi celovito izkušnjo, poskrbljeno tudi za raznolik glasbeni program. V bistvu imamo 3 odre fiksne, torej Park Petrokopov, ki je za otroški program, na Lonki, zdaj trenutno veliki Lonki, torej parking, je ta malce bolj narodno-zabavno obarvan program in na Velikem trgu je pa ta main stage, bi rekli, ker je pač za vse okuse. Poanta je, da se tle lahko privoščimo oziroma razmišljamo o malo večjih imenih, ker to tudi sodi v tak veliko prireditev kot ribiški praznik. Letos med večje so Hamo, Šankrok, recimo, pa Zucchero Tribute Band, Gedore, če tako izpostavimo nekatera imena. In tega se držimo, da vedno sta na vsak večer
na vsakem stageu en močnejši izvajalec, ki pritegne, da tudi mi povrnemo na ta način obiskovalca, ne, da rečemo, ko ste prišli na Ribiški, boste peli nekaj dobrega ribjega in boste ob zelo dobri glasbi to tudi nekako okušali. Ribiški praznik pa je ne glede na program, ki ga ponuja, vtisnjen v zavest ljudi, ki vsako leto znova radi pridejo. Zdaj, kdaj je bilo boljše? Ko sem bil mali, je bil edino lahko rečem Ribiški praznik event, ki si ga čakal. Kot Izolan je to zelo pomemben dogodek, vsi lahko, noben ne more to negirati, tudi najstarejši, najmlajši, vsi čakamo Ribiški Izolani in verjamem, da širša skupnost na obali ga čaka kot event res vsako leto in vedno sprašuje, kdaj bo, niti ne vprašajo, kdo igra, ne? In to je ta lepota Ribiškega praznika. Vsi bojo prišli, če ne pogledati. Pa bojo lahko pljuvali ali pa hvalili. Vsi bojo prišli, ne? Ena izmed največjih množičnih prireditev na obali pa je bila Koprska noč, ki je bila tako kot izolski ribiški praznik namenjena predvsem domačinom. Za tiste čase mislim, da je bila to največja prireditev, prepričana sem, ne samo v Kopru, na celotni obali in če ne, celo tako so jo označevali kot največjo prireditev v Sloveniji takrat. Če se spomnite ali pa če ste brali, je bila včasih zelo znana fešta Ribiški praznik v Izoli, pa je Koprska noč ga prekosila. Kot se spominja soorganizatorska Koprske noči, je bila rdeča nit te prireditve predvsem socialne narave. Pomembno je bilo povezovanje ljudi in druženje. Mi smo si želeli eno prireditev, ki bi bila odprta, na katero bi prišli ne samo mladi ali pa samo neka specifična publika, ampak celotne družine, da bi to dejansko bil praznik Koprčanov. To je bil naš prvotni namen. Se pravi, da dobijo svoje in otroci, in mladostniki, in starši, in starejši, vsi. Rdeča nit te prireditve je bila prav to povezovanje generacij, povezovanje udeležencev, se pravi akterjev te prireditve in povezovanje vseh njih z okoljem, z okolico. To je bilo za nas izrednega pomena in ta nit se ni spreminjala skozi čas. Ja, program, kot sem rekla, je temeljil na temu, da je zelo raznolik. Da zadovolji pravzaprav vse generacije. In značilnost Koprske noči je bila ta, da so bile vse prireditve brez vstopnin. Vse je bilo za ljudi, za obiskovalce brezplačno. Kdo, pravite, se je povezoval? Povezovali so se v to prireditev, mislim organizacijsko in izvedbeno, tako rekoč glasbeniki, gostinci, ampak tudi kulturna društva, športna društva, italijanska skupnost, tako rekoč vsi, ker če upoštevamo pravzaprav vse sodelujoče, vse njihove goste in vse njihove organizacije, mikroorganizacije znotraj te same prireditve, smo v bistvu s tem uspeli povezati ljudi. Ker vsi so nekaj imeli s Koprsko nočjo, tako rekoč, ne? Kot se spominja nekdanja tajnica turističnega društva Koper in soorganizatorka Koprske noči, je bil ta dogodek zelo pomemben za ljudi. Ja, glejte, zame kot za veliko občanov, mislim, da za pretežno večino takrat, je bila osrednji dogodek leta. Čeprav oni so se Koprske noči samo veselili, mene je Koprska noč zelo skrbela. To je bila velika razlika. Koprska noč je bila mejnik v sredi leta. Ljudje so vedno rekli, a greš na dopust, a greš pred Koprsko nočjo ali greš po Koprski noči. Tako je bilo nekako, je bila zelo pomembna za ljudi. Zame pa tudi ponos. Jaz sem bila izredno ponosna na vsak uspeh, izredno ponosna se spominjam, ko so začeli obiskovalci prihajati po Pristaniški ulici. Vsako leto sem rekla, in če jih ne bo, in če ne bo ljudi, in če bo slabo vreme, in če bo to šlo narobe ali pa tisto šlo narobe, ne? In potem, ko si videl, kako se počasi odvija ta val, ker se je prav odvijal, prihajal in odvijal po koprskih ulicah, to je bilo zame nepopisna sreča. Res, zelo lepo je bilo. Res. Ja, to je bil res dogodek.
In tudi to sodelovanje, ne, mislim, jaz sem takrat bila na krajevni skupnosti v službi in sem že itak sodelovala z vsemi temi podjetji in tako, ampak to zadovoljstvo po tej prireditvi je bilo nalezljivo. Mi smo bili vsi ponosni, da imamo tako prireditev. In to se je čutilo, se je poznalo pri sponzorjih. Mi brez sponzorjev drugače ne bi uspeli to organizirati. Še oni so bili nekako zadovoljni, da so bili zraven. Ne? Zelo lepo je bilo, res. Skozi leta se je Koprska noč tako zelo razširila, da je za Turistično društvo Koper kot organizatorja te prireditve postala prevelik projekt. Mi smo bili nosilci, smo bili organizatorji, ampak jaz bi lahko rekla, da smo bili bolj koordinatorji. Zato, ker v to našo organizacijo so se potem skozi leta želeli vključiti vsi. In potem smo jih mi dejansko samo vodili. In če se je vključil košarkarski klub, teniški klub, nogometni klub in tako naprej, seveda oni so v svojem organizirali, turnir. Oni so potem in obveščali in povabili in klube z vse Slovenije, iz tujine in tako naprej. In te stvari so se kar začele prepletati. Potem, ribiči so organizirali, ribolov. Mislim, mi smo imeli toliko različnih dejavnosti, toliko različnih aktivnosti, da se mi zdi, da je to kar samo od sebe že teklo. In ko smo mi se približevali datumu, to so se ljudje kar vključevali, a lahko to naredim, to je bilo krasno. Zato, ker potem tudi ustvarjaš pripadnost kraju. Mislim, res je, da zadnja leta je to postala tako velika prireditev, da je zahtevala vedno več in varnostnih ukrepov, in denarja in vsega. In mi kot turistično društvo, kot volonterji, ker mi smo delali na prostovoljni bazi, nihče ni bil zaposlen, vsak je bil v svoji službi. In ti ne moreš pričakovati, da bomo mi prevzeli tako breme nase, zato da bomo nekaj za splošno dobro organizirali. Je bilo že težko. To bi bilo treba institucionalizirati, če bi želeli to ohraniti, bi bilo treba nekako reči, občina bo zraven, turistično društvo bo tista krovna organizacija, ki bo nosila te aktivnosti, vendar bodo glavni del ta in organizacijska shema bi bila taka in potem se financira tako. Vse to bi bilo treba doreči. Do tega pač žal ni prišlo in življenje gre dalje in tako smo se malček vsi porazgubili. Koprska noč se je zaključila na prelomu stoletja. Leta 2002 je Koper dobil rumeno noč. Zadnja Koprska noč je bila 2001, če se ne motim, 2001. Jaz že 2 leti nisem bila več tajnica turističnega društva. Ja, prej ste me vprašali, kakšna je bila moja funkcija, tajnica turističnega društva. Že 2 leti nisem več opravljala te funkcije, oziroma sem jo, ampak zelo, ne bom rekla površno, ker sem bila z dušo in srcem v tej prireditvi in tudi z kolegi z upravnega odbora, ki smo to organizirali, smo postali s časoma pravi prijatelji, tako da ne morem reči, da sem popolnoma opustila to delo, vendar ga nisem mogla več tako upravljati kot prej, ker mi čas ni dovoljeval. In tako da sem v bistvu leta 2000 še malček pomagala, 2001 že malo manj in potem pač je bilo zame v bistvu to obdobje zaključeno. Zakaj se je preimenovala, ste rekli, v rumeno noč? V bistvu se ni preimenovala. Koprska noč se je takrat zaključila. Rumena noč je bila nova prireditev. Tako se je pač odločil naš upravni odbor turističnega društva, zaradi tega, ker je zaznal, da se koncept spreminja. In glejte, mi smo delovali kot društvo, z suportom občine, s suportom lokalnega gospodarstva, komunale, takrat danes Marjetice in tako naprej. In potem, ko ti nastaviš ali pa skušaš to nastaviti na neko tržno osnovo, ti postane glavni cilj dobiček. In ko je glavni cilj dobiček, potegne za seboj kaj? Da bodo stroški čim manjši, vsaj morajo biti čim manjši. Se pravi, kvaliteta pada in vse se spremeni. In zato nismo želeli, da bi
ta, po našem mnenju, slaba luč, ki je čakala to prireditev, padla na koprsko noč, ker mi smo vedeli, kaj je bila za nas koprska. Zdaj, rumena noč je temeljila malce na nogometnem klubu, ne, rumena barva, kanarčki, sonce, ne, in tako naprej. Potem malo je bilo to odziv na belo noč, ki jo je imel splitski Hajduk, ki je imel bele drese in je bila to bila noč, ko so organizirali za svoje navijače in tako naprej. Ne. Iz tega koncepta je nekako prišel ta koncept rumene noči tudi v Koper. Ne, pa tudi malo odgovor, ne, Portorož je imel portoroško noč, Izola je imela svoje, ne, mi moramo tudi nekaj imeti. Ne. Ali množične prireditve pospešujejo mestni utrip in so kot take primerne za obalni turizem današnjega časa in prostora? Mislim, da niti ne preveč. Mislim, da množična prireditev ne pospešuje utripa, zato ker je pač to enkraten dogodek, ne? To se zgodi en dan, 2 dni, ne, morda 3, kot smo imeli mi, ker smo imeli še tombolo, ne, zadnji dan. Ampak, da bi pospeševala utrip čez poletje, niti ne. Jaz mislim, da je za pospešiti utrip nekega mesta, mislim, da mora biti ves čas nekaj živega. Ves čas. In da morajo vsi tisti, ki živijo v nekem kraju, ki tržijo v tistem kraju, da se bi morali bolj vključiti in ne samo reči, kako bom denar pobral, ampak tudi, kaj bom dal, da bom lahko potem iztržil. Vsi skupaj bi morali nekaj narediti, celo ljudje sami, ne vem, s tem, da ohranjajo čiste površine, s tem, da imajo cvetlice na oknih, s tem, da imajo domove urejene, tudi to vpliva na boljše počutje in Koprčanov samih in obiskovalcev. Mislim, to je vse splet mnogih dejavnikov. Jaz sem za to, jaz sem vedno imam tole pozitivno mnenje o tem in podpiram to, če se karkoli dogaja, ne, pa to. Zdaj, če še nas najamejo kot glasbenike, še toliko boljše, ne. No, vsekakor kot glasbenik to podpiram, ne, seveda, čim več tega mason, čim več ljudi, ja, vsekakor pospešuje to, ne. Zdaj, vsi niso zadovoljni s konceptom tega, ne, ki je pač tega kalamarov in tega olja zažganega nimajo radi toliko, ne. Ampak nasplošno je pa verjetno je bolj pozitivnih kot negativnih stvari s tem, ne. Ko množična prireditev, zagotovo je treba tudi množicam dati, ne, to so že Rimljani vedeli, pane, circensi, ne, se pravi, kruha in iger je treba dati, ne, zato so imeli amfiteatre, arene, v kateri so organizirali razne prireditve, ne. Grki so imeli gledališče, kar je tudi spet zabava za neko množico, ne. Ni to množica 5000 ljudi, je množica lahko 500, ampak gre za zabavo večjega števila oseb. Zagotovo te prireditve imajo svoj pomen, imajo svoj socialni moment, ne, se pravi, ko se ljudje srečujejo, se spoznajo, marsikdaj je to tudi obredje prikazovanja v javnosti, ne, mogoče mladi prvič pridejo na neko prireditev, pa se spoznajo ali pa so si kupili novo obleko, pa si se prišel pokazati. Ne. Se pravi, je ta element, ki je pomemben. Ne. Po drugi strani, take prireditve lahko igrajo tudi vlogo na področju izobraževanja ali pa bom rekel dajanja določenih informacij publiki, ki pride to poslušati. Ne. Zagotovo pa ni to nekaj, kar bi bilo temelj našega turizma tukaj na Obali. Odkar se je v 70. letih preteklega stoletja na Obali pričel razvijati množični turizem, pa vse do danes, se je veliko stvari spremenilo. Spremenili so se časi in spremenili smo se ljudje. Zdi se, da so nekoč ljudje imeli manj, a so hkrati imeli več.